Lepo pozdravljeni na fakulteti za matematiko in fiziko, na veliki fizikalni predavalnici Trinovega paviljona. Moje ime je Denis Rčon, sem stojnik oddelka za fiziko in bom danes vodil današnje ljudno-znanstveno predavanje, ki ga bo imel profesor Uroš Seljak. Te dni imamo na fakulteti za matematiko in fiziko znanstveno srečanje fizikov ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. Na naše veselje so se nam pridružili številni slovenski fiziki in fizičarke, ki delajo, zelo uspešno delajo tudi v tujini. Med njimi tudi profesor Uroš Seljak, ki je direktor centra, ki je danes direktor centra za kozmološko fiziko na Univerzi v Berkeleyju. Nedavno je bil tudi sprejet v Ameriško akademijo znanosti, kar je veliko priznanje za njegovo delo. Zakaj? Profesor Uroš Seljak je v svetu verjetno eden najbolj prepoznavnih slovenskih fizikov, ki dela na izredno aktualnem področju kozmološke fizike. Zanimajo ga predvsem raziskave zgodnega vesolja in na tem področju uvaja nove metode za analizo velikih setov podatkov. Zdaj, čisto na kratko o njegovi karieri. Njegova kariera fizika se je začela na naši fakulteti za matematiko in fiziko, nema da takrat še naravoslovno-tehnična, naravoslovno-matematična fizika fakulteta, kjer je diplomiral in magistriral leta 1991. Doktoriral je na Massachusetts Institute of Technology, to je v Bostonu leta 1995, potem pa je obiskal oziroma gostoval na celi vrsti najprestižnejših univerz, v glavnem v ZDA, in sicer na Harvardu, Princetonu, vmes je bil tudi nekaj časa v Trstu, v Zürichu. Od leta 2008 pa je profesor, profesor na Univerzi v Berkeleyju. Njegovo področje raziskav sem že omenil, da danes pa je pripravil ljudno-znanstveno predavanje z naslovom kozmološke raziskave v dobu znanosti, tehnologije in družbe. Prosim. Najlepša hvala za predstavitev, hvala za povabilo. Torej, moje predavanje je razdeljeno na dva dela. Razdeljeno na dva dela. Najprej vas bom poskušal pripričati, kako neuporabna je tehnologija, v smislu, da je pač bolj za dušo srce kot za želodec. In potem bomo poskušal pripričati, da vse nam mogoče pa je za kaj dobro, za kaj koristno, tudi v širšem smislu. Torej, dajmo začeti najprej, da vam povem, kaj je kozmologija in kaj mi počenjamo v kozmologiji. Torej, je vedno v vesolju. Vesolje je največje, kar lahko izmerimo. To so največje razdalje, največje časovne skale, vse, kar je veliko, je torej domena vesolja in domena kozmologije. Zelo mlada znanost, če je približno pred 100 letmi. In zgodba kozmologije je nekaj kot zgodba, kot kakšna detektivka. Dosti velikih idej, tudi novih idej, ki se potem poskušajo nekako testirati z eksperimenti in teleskopi in tako naprej. In upam, da vas poskušam pripričati, da kozmologija, kljub temu, da je nekje na meji že filozofija, vse ni filozofija, je osnovana popolnoma na meritvah. No, torej začel bom z zapisom zgodbe o tem, kako iščemo gravitacijske valove in iz začetka vesolja in kako nam ti nekaj povejo o našem vesolju. Torej, zgodba se začne približno pred 100 leti. Einstein je izpravil svojo teorijo splošne relativnosti leta 1915 in na tako 100 let, poslovno letos v bistvu, ko je bila ta stvar potrjena, torej potrjena v smislu, da so šli nekaj ekspedicijo za popolno sončni mrk in ta ekspedicija je izmerila, da je ena zvezda, ki je šla zelo blizu mimo Sonca, njena pozicija se je v bistvu vkrivala. Torej, to pomeni, da gravitacija ukrivlja svetlobo, ukrivlja prostor v bistvu. In to je bila neverjetno dogodek, ker to je potrdilo Einsteinovo teorijo, ki je bila v bistvu pred tem popolnoma špekulativno.
Torej, sama kozmologija se bolj začne bolj leta 1929, ko Hubble izmeri, da se galaksije, ki takrat sploh nismo še imenovali galaksije, so bile bolj nebule in tako naprej, da se razdalja galaksij in njihova hitrost se nekako vedno so razmerni, tukaj je ena linearna relacija med njimi, to so njegovi originalni podatki, kot vidite, niso preveč impresivni, malo se pomoče ne bi potem načrta skozi to. Kar je še hujše, v bistvu, da je imel na tej to je nepribližno fakt 10 na roka. Torej, razdalje so večisto roka, s faktom 10. Ampak se ni važno, vseeno ta zakon, ki se imenuje Hubble zakon, se je potem potrdil kot pravilen in v bistvu to razmerje med razdaljo in hitrostjo je, kar imenujemo danes Hubbleova konstanta, ki določa razdalje v vesolju in določa v bistvu tudi časovno skalo v vesolju. Moderna verzija tega diagrama je dosti bolj impresivna, tukaj recimo ena verzija, tukaj imamo zdaj verzijo supernov tipa 1a, ki izmerijo prvič to linearno relacijo med recimo oddaljenostjo in hitrostjo. In kar je zanimivo, da ta linearna relacija potem postane nelinearna pri večjih, tako imenovanih rdečih premikih. Rdeči premik pomeni, ko izmerimo hitrost, ko izmerimo spektr iz galaksije, so recimo tele aksonijske črte, so premaknjene in to imenujemo rdeči premik, zato so premaknjene. In to je nekako povezano s to hitrostjo, ki sem omenil prej. No, če zdaj malo povečam tole noter, vidimo potem, da tukaj so različne napovedi različnih modelov in tukaj se izkaže, da v bistvu meritve same se skladajo samo z modelom, ki ima tako imenovano kozmološko konstanto. Danes se to tudi imenuje tudi temna energija. Model prej vsega je slabo gre skozi podatke in to je bil prvi dokaz, da naša vesolje potrebuje tudi temno energijo. Zato so tile dobili Nobelovo nagrado in torej, kot sem rekel, dala smo šli naprej od tistega prvega Hubbleovega diagrama. No, vesolje se širi in ker se širi, pomeni, da je bilo v preteklosti manjše, ne samo manjše, tudi bolj gosto, ne samo bolj gosto, tudi bolj vroče, višje temperature. In zdaj nas zanima, kaj se zgodi, ko gremo v to smer, nazaj v čas in kako daljša ekstrapoliramo to in kaj bomo začeti. Kaj nas zanima. Vesolje je danes staro približno 13-14 milijard let. Dobro. Torej, ko gledamo mi nazaj, ko gledamo mi oddaljene objekte, v bistvu gledamo tudi nazaj v čas. Zakaj? Zato, ker hitrost svetlobe je končna in če gledamo nek signal, ki prihaja do nas danes, ampak je bil iz nekaj objekta, ki je recimo milijardo svetlobnih let daleč, je to v bistvu zato, ker je bil ta signal oddan pred milijardo leti. Tako tudi imenujemo svetlobna leta, kot se zdali. In zdaj, kar je zanimivo vprašanje, je potem, kaj je najstarejši signal, ki ga še lahko zmerimo? Kaj je najstarejša slika vesolja? In to prihaja iz ponovnega kozmičnega prasevanja, ki je bil odkrit leta 65, pač ta dva sta to izmerila, dobila sta tudi Nobelovo nagrado za to, to je očitno pomembno odkritje. Torej, dosti legend je o tem, kako sta to odkrila, v bistvu sta videla, da imata nek šum, da se ga nisem mogla znebiti v tej anteni in ta šum se je potem izkazal kot signal iz vesolja. Ta šum je v bistvu podoben 1% tega šuma, ki recimo pregledaš na televiziji, če imaš nek kanal, kjer ni kanala, kjer so pač bile pikce, 1% v bistvu tega signala je iz vesolja. Dobro, torej, ko gledamo nazaj, kot sem rekel, gledamo tudi nazaj v čas, ko gledamo daleč, gledamo tudi nazaj v čas in najprej imamo bližnje planete, potem galaksije, naše galaksije, potem oddaljene galaksije, in kot se nekaj pridemo do kozmičnega prasevanja, ki je nekako najdlje, kar lahko gledamo. Kako zgleda prasevanje? Tako.
za prva slika je tako, ma ne samo prva slika, tudi prvih 20 let je bilo tako. To presevanje je popolnoma izotropično vse možne smeri, izgleda kot nestok način. In že to je problem, ko bom skušal odložiti. Ker tudi to je zašto odložiti. Zakaj je to? Ampak, vseeno so bile napovedi, da to presevanje vseeno mora imeti neka odstopanja od enakosti temperature v različnih smereh in to so potem iskali in leta 1992 so to končno prvič izmerili, ta odstopanja od enakomerne temperature in tudi fluktuacije v presevanju. In to je bil kombi satelit, ki je to izmeril in kot sem rekel, ta odstopanja so izjemno majhna, 1 proti 100 tisoč. To je zelo majhna fluktuacija, ki potem zaradi tega je tudi bilo potrebno 20 let, da so to izmerili prvič. No in tudi zato je pa to je bilo pomembno odkritje takrat. Dobro, tako pa zdaj so šle stvari naprej po tem presevanju. Menili smo, torej ko je bil satelit, kot sem rekel, 92. je razmeril to. Naslednji satelit je bil tako imeni WMAP, leta 2004 in imel dosti boljšo potno rezolucijo kot Kobi. Kobi je izmeril tako stvari, ta WMAP je izmeril tako stvari. No, ta zadnji satelit na tem področju, do danes vsaj, je pa Planckov satelit, ki ravno te dni čakamo na njegov zadnji produkt, ampak že leta 2013 je dal takšno sliko. Torej še višjo potno rezolucijo, še bolj je izmeril, še boljše stvari. No, ena stvar, ki mogoče ni čisto očitna, ampak te fluktuacije so popolnoma gaussovske. Mogu poskušaš malo razviti, kaj to pomeni, ampak to pomeni, da v bistvu so porazdeljene na najbolj enostavno možen način. Dobro, torej, kaj smo izvedeli iz teh meritev? Izvedeli smo veliko stvari, ampak v bistvu se vse lahko razloži, torej vsa ta informacija, ki je tukaj, ki je v bistvu ogromna. Tukaj merimo, tank meri v bistvu milijone številk. Vsa ta informacija se lahko razloži s 6 številkami, 6 parametri. En je tale Hubble parameter, ki sem že omenil. Potem je gostota temne snovi, pravzaprav gostota temne energije, ki sem tudi že omenil. To je bilo že izmerjeno s pomočjo tistih supernovov, ki sem omenil prej. No, gostota temne snovi je tudi nekaj, kar se da izmeriti s pomočjo tega. Gostota običajne snovi, to je stvar, s katero smo minjali. In na koncu je še tako imenovana amplituda in spektralna moč teh fluktuacij. Spektralna moč pomeni, v bistvu, kako so te fluktuacije porazdeljene na velikih skalah proti majhnih skalah. Velike skale vidimo z fluktuacije na velikih skalah, ker so te, vidimo so tudi na majhnih skalah. V bistvu ta spektr naprej, pač radi rečemo, da ta spektr je zelo rdeč, ima zelo dosti spektralne moči na velikih skalah. Dobro, to je ena stvar, ti parametri, stvar, ki smo uspeli dobro določiti s pomočjo tega. Določili smo tudi, da je vesolje neskončno, za približno, vsaj neskončno in približno ravno, torej neokrivljeno. To na naslednjem slajdu to malo bolj predložil. Mislimo, da se bo vesolje vedno širilo, torej ni zaprto, da bi se potem ne postavilo in potem šlo spet skupaj. Ampak kar v bistvu ne vemo je, kaj je ustvarilo te fluktuacije in zakaj so tako majhne. To je tisto, kar bi radi določiti, kar do zdaj še nimo, s tem, kar smo zdaj povedali, še nimamo nekaj. In vrlo tam okrog 80 let se je pojavila ena zelo radikalna ideja, tako imenovana inflacijska teorija, ki je rekla, kaj pa, če se vesolje na začetku zelo hitro širilo. S pomočjo tako imenovanega skalarnega polja, inflaton danes, pa koliko se je moralo širiti? Veliko več, kot se je kasneje širilo. Tukaj recimo številka, tukaj je 30 dnov, recimo. Torej, toliko se je moralo razširiti, 10 na 30. In zakaj bom razložil naslednjem slajdu, ampak zakaj potrebujemo to inflacije? Zato, da razložimo, zakaj je to presevanje tako zelo izotropično. Ta teorija pravi, kaj je osnovni problem? Če gledaš
presevanje iz te smeri ali pa iz te smeri. In če postaviš, da se vesolje širilo z običajnim razvojem vesolja, potem tale del vesolja in tale del vesolja nista da nikoli v skupnem kontaktu. In torej se pojavi vprašanje, za kako tisti del vesolja ve, da mora imeti enako temperaturo kot tisti del vesolja. To ni samo filozofsko vprašanje. To je v bistvu res pomembno vprašanje, kako bi to se razložili. Sve lahko rečemo, ja ne vemo nič o začetnih pogojih, kako je vesolje nastalo, torej pač tako je. Ne? Ampak ker smo fiziki, raje to poskušamo razložiti s nekimi fizikalnimi zakoni, mogoče neko kauzalno teorijo. Kauzalnost je tukaj pomemben koncept. In kaj ta inflacija naredi, je to, da reče, ja, v bistvu ta dva dela, ta del pa ta del sta bila nekoč v skupnem kontaktu, ampak se je potem vesolje tako hitro razširilo, da potem izgleda, da nista bila, ampak niso sta bila. Ne? In ker sta bila nekoč blizu drugemu, sta imela dovolj časa, da se pač dobesedno pogovarjate med sabo, pa rečeta, ja, da imamo imeti isto temperatura, ne, kot je običajen proces ekvilibracije. In to je torej osnova te teorije inflacije. To razloži, zakaj je presevanje tako enakomerno. Dobro, razloži tudi še nekaj drugega, inflacija, razloži, zakaj je vesolje približno ravno. Kot sem prej rekel, čisto opazovalno, s pomočjo teh satelitov, še posebej Planckovega satelita, smo izmerili, da je vesolje zelo ravno, torej nek zgled odkop. Lahko ne bi bilo ravno, lahko bi bilo ukrivljeno, lahko ukrivljeno na tak način, ali pa na tak način. Torej, zakaj je zelo ravno? To tudi razloži teorija inflacije, ker pravi, ja, dajmo reči, da smo začeli z neko ukrivljenostjo in potem kaj naredi to eksponentno širjenje vesolja? Naredi to, da potegne vesolje v polno ravno vesolje. Torej, je to še ena razlaga, to je še en, dajmo reči, eksperimentalni podatek, ki je v bistvu potrjen strani meritev. Torej, inflacija pove, da vesolje je sončno in je ravno in tako tako kot so izmerili. Ok, ampak to še ni vse. Še ena zanimiva, skoraj nova ideja se je pojavila strani teh teoretikov, ki so razvili teorijo inflacije, ki so rekli, ja, ne samo to, da razložimo, zakaj je to presevanje tako enakomerno, lahko razložimo tudi, zakaj ima tiste fluktuacije, ki jih je kobe sateliti zmeril, ki so bili, kot sem rekel, velikosti 1/100.000. In tukaj pa ideja, da so to kvantne fluktuacije. Torej, fluktuacije, za katere vemo, da obstajajo, ampak ponovadi kvantne fluktuacije nimajo veze z našo ravnostjo. Ni vse to, kar vidimo, to ni kvantna fluktuacija, to je neka, dajmo reči, resnična stvar. Ampak ta teorija pravi, da začetne kvantne fluktuacije so potem zaradi tega procesa širjenja vesolja, eksponentnega širjenja vesolja, postale fluktuacije v gostoti našega vesolja. In tam je malo več, mogoče malo večja gostota, tam je malo manjša. In to je tisto, kar razloži, kar vidimo v prasevanju. Te fluktuacije so bile vedno za 10⁻⁵ in ta parameter 10⁻⁵, kot sem rekel, je nekaj, kar je čisto konsistentno s to teorijo inflacije. Inflacija sama sicer ne pove točno temperatuda, ampak 10⁻⁵ je čisto povem. Torej, kaj pa potem vse, kar mi vidimo danes, vse, kar vidimo v vesolju, v bistvu se je začelo v velikosti kot miliardinka protona, v začetku inflacije in, kot sem rekel, vse, kar vidimo danes v vesolju, je posledica tega procesa. Kako smo potem prišli v vesolju do črnih lukenj, pa zvezd, pa javnih zvezd, pa velikih javnih zvezd, pa galaksij, pa skupin galaksij, pa tako imenovane velike strukture v vesolju. Vse to je posledica tega, da je vesolje začelo s tistimi majhnimi fluktuacijami, 100.000, in potem je gravitacija te stvari ojača. Gravitacija vseeno privlači stvari in ojača te fluktuacije z 10⁻⁵ na vse to, kar vidimo danes. To je osnovna ideja kozmologije, torej, da vse, kar vidimo danes, je v bistvu posledica tega procesa inflacije.
Torej, ampak, kar je zanimivo, je to, da imamo še eno napoved, ki jo ta inflacijska teorija napoveduje, in to je, da kvantne fluktuacije ustvarjajo tudi nekaj drugega, kar se imenuje gravitacijski valovi. Torej, gravitacijski valovi je nekaj, kar je povedala že Einsteinova splošna teorija relativnosti. To je širjenje fizičnega prostora, bom pokazal na naslednjem slajdu. In gravitacijski valovi so v bistvu bili razmerni, zdaj že dvakrat. Prvič s pomočjo Pulsarjev, kar je padla Nobelova nagrada, 93. In zdaj pa je nazaj tudi LIGO-Birdova kolaboracija, ki je zmerno direktno kot združitev črnih močev. Ok, gravitacijski valovi, to so valovi, ki se širijo skozi vesolje s hitrostjo svetlove, ampak so zanimivi zato, ker v bistvu širijo prostor sam v smeri pravokotno na smer širitve. Če gre gravitacijski val v to smer, potem pravokotno na to bo se prostor dobesedno širil tako. Malo se bo širil v eno smer, pa stiskal v drugo smer, pa obratno. Natanko to počenja in to je v bistvu zelo zanimivo, za neko Einsteinova teorija napovedana. In tile LIGO, recimo, eksperiment, to zdaj danes direktno je. Ker dobesedno imajo tam kilometri dolge tube, laserje in potem dobesedno gledajo, da se premaka na taj način, da je konsistentno naslednost. Dobro, status inflacijske teorije je precej dober, večina kozmologov verjame v inflacijo. Začetniki teorije, to so več ali manj good, Linde Stravinski so dobili precej nagrad, to je 3-milijonsko breakthrough prize. Ampak vse da jih nekaj muči, ker denar, vse je fajn imeti, prestiža pa nima, ta nagrada istega kot Nobelova nagrada. In jih to je bilo zelo muči, mislim, da bomo dobili Nobelova nagrada. In zakaj nismo dobili še? Zato, ker za Nobelova nagrada pa v bistvu rabiš eksperimentalno potrditi tvoje teorije. In kako bi mi dokazali to inflacijo? V bistvu najbolj direktni način je to, da izmerimo te gravitacijske valove iz inflacije. Na ta način, zakaj? Zato, ker samo inflacija to napoveduje. Vse ostale alternativne teorije v bistvu ne napovedujejo gravitacijskih valov. Se pravi, na nek način, če izmerimo gravitacijske valove, smo izmerili dokazali inflacijo. Tako, no, tukaj pride zdaj noter prasevanje, polarizacija v prasevanju. Torej, vsi vemo, da je svetlova polarizirana, če gledamo, kaj se kaj odboj na vodi, pa če si damo polarizijska očala, bomo videli, da se stvar polarizira, pa če gledamo lepo, pa obračamo plavo s očali, bomo videli, da včasih pride malo več, včasih malo manj. Kar pomeni, da se polarizacija opiše z dvema številkama, intenziteta polarizacije in smer. Ker ko prije skozi polarizijska očala, je v bistvu smeri. Zakaj je pa prasevanje polarizirano? To pa zaradi tega, ker se svetlova sipa na elektronih. Če imaš elektron in pade dan svetlova, kar je električno polje, torej to elektron bo zanihal, ta elektron bo potem seval, pa bo seval več v to smer, kot v to smer. In na ta način potem se ustvari polarizacija v prasevanju. Ok, tukaj recimo en primer, imamo prasevanje, porazdelitev te temperature in tipično je tako, da če imamo takšno strukturo, da je recimo, da imamo, kot se reče, kvadropol, tukaj je nizka temperatura, tukaj pa visoka temperatura, tukaj je cold, hot, hot, potem bomo dobili polarizacijo v to smer. Dobro, to je torej, kar ta teorija pravi, torej, da svetlova je polarizirana. Ok, ampak izkaže se, ker imamo dve številke, lahko v bistvu razdelimo to polarizacijo na dva tipa polarizacije. In ta dva tipa se imenujeta E-mode in B-mode. E-mode je taka običajna polarizacija, ki jo ustvarja recimo običajna gostota v vesolju. Torej, to je polarizacija, ki
če pogledaš v ogledalo, bo še videl isto. Če to strukturo, polarizacijsko strukturo pogledaš v ogledalo, bo isto pošlo. Ta je spet delno, že ta je negativna, ta je pozitivna, ampak ogledalo se nič ne spremeni. Bimopolarizacija je pa drugačna, ker ta se pa, če pogledaš to ogledalo, dobiš to, dobiš ravno obratno. In se pravi, ta ima negativno parnost, ta ima pozitivno parnost. In negativna parnost je v bistvu nekaj, kar običajna snov v bistvu ne more sproducirati, ne more ustvariti. Se pravi, za dobi takšen tip polarizacije, to lahko samo gravitacijski valovi ustvarjajo. In torej, tu je potem povezava, direktna povezava med gravitacijskimi valovi in bimopolarizacijo. Se pravi, če izmerimo bimopolarizacijo, smo na nek način izmerili gravitacijske valove in smo na nek način dokazali polarizacijo. Tako je argument. Edini problem je, da ta stvar je zelo majhna. 1/10. Ok, torej, kratka zgodovina BIM-ovc, to je v mojem članku od leta 96, sem prvič napisal, da so tukaj tale BIM-ovc, določijo TensorMovc. Takrat nisem še niti imel BIM-ovc, to je prišlo par mesecev kasneje. Tukaj je artist impression, to se reče, in kakoli, prve teorije so prvo napoved na 97. In kmalo zatem so eksperimentacije začeli iskati ta signal. In veliko eksperimentov kasneje je bilo leta 2014 in ta napoved tega Weissepa, da so oni to zmerili. Takrat to je bilo neverjetno. Najvišji znanstveni dogodek tega stoletja. Vsi smo praznovali, en bolj, en manj, tukaj recimo na prvi strani New York Timesa, tukaj sta Linde in Kuo, ki praznujeta, tako smo se takrat hecali, kujeta karto za Stockholm, Linde za inflacijsko teorijo, za teorijo, Kuo pa za eksperimentalno potrditev. In tako, to so bili lepi, dobri, stari časi, ko smo bili vsi veseli. No, predem povem, kaj se je v resnici zgodilo, naj malo razložim, kaj bi to res pomenilo. Torej, prvič bi bil to dokaz inflacije, drugič, to je bila meritev energije, redna velikosti 10/16 GeV, kar je približno 12 delov velikosti več kot osvečevalniki danes, kot LHC dosežejo. To je dosti višja energetska skala, kot kar lahko bi rekel. Zgodilo potem, žal, Weissep tim je pozabil na to, da obstajajo tudi drugi viri polarizacije na teh frekvencah, ki so jih merili. In še posebej je to, kot rečemo, zvezdni prah, polarizacija zvezdnega prahu. To so v bistvu, zvezdni prah so v bistvu železne iglice dobesedno, ki se v prisotnosti magnetnega polja orientirajo v neko smer in potem sevajo, ampak sevajo polarizirano svetlobno. V bistvu že takrat so bili podatki iz Planckovega eksperimenta, ki so obstajali in ki so že nekako nakazovali na to. Tukaj je naša analiza Weissepa leta 2014, kjer pravimo Weissep 2, se lahko razloži tudi brez gravitacijskih valov. In to je bilo kasneje potrjeno za skupno analizo Weissepa in Plancka. In žal smo bili potem spet v analizah kozmologije, ampak tokrat iz vseh narobe razlogov. Če pogrešamo backlash, torej so pa kaj enkrat, ki nimajo pojma, kaj govorijo. In backlash, questions by cosmologists, to je bila moja izjava, we have no evidence for or against. In tako je bila ta situacija potem in tako še je danes. Ampak ni vse tako negativno, zdaj, ker je pa še ogromno novih eksperimentov, ki prihajajo, ki bodo to stvari izmerili dosti bolj natančno. In torej, če ti gravitacijski valovi in ti BIM-ovci obstajajo, potem jih bomo s temi novimi eksperimenti največ izmerili. Če pa niso, ja, pa to je. Vedno so lahko tako nizki, da v amplitudi, da ne moramo jih videti,
To ne pomeni, da inflacija se ni zgodila, to samo pomeni, da je energetska skala malo manjša kot smo mogoče mislili. Tukaj so bolj slikce eksperimentov, ampak ti eksperimenti se dogajajo prav na vseh vodilnih univerzah, vsaj v ZDA. To je ogromno področje z ogromnimi timi, kot je res zelo za denarje se investiralo. Dobro, to je bila torej moja zgodba o kozmologiji kot neuporabni vedi, ker kozmologija pa se nekaj sprašujemo se, kdo smo, kje je izvira naše vesolje, kakšna je njegova prihodnost, ali obstajajo druga vesolja. To so pač taka osnovna vprašanja človeštva, najbrž ni potrebno opravičevati iskanje odgovorov na ta vprašanja. Je pa res, da neke direktne povezave z nekimi koristnimi zadevami je pa ne. Ampak vseeno sem se večkrat vprašal, a mogoče pa smo mi kozmologi tudi za kaj drugega dobre, ne? Mogoče, ne. A se mogoče te metode vsaj, ki jih razvijemo, se lahko še kaj drugega uporabljajo. Torej, kaj je tisto, kar je enkrat v kozmologiji? In odgovor, katerega sem jaz sprašal, je vsaj to, da mi kozmologi analiziramo podatke prav do zadnje pike, ne? Tako da, mislim, zadnje kaplje informacije. Razvijamo, kot radi imenujemo, metode optimalne analize podatkov. Torej, zakaj? Zato, ker imamo samo eno vesolje za pogled. Ne moraš iti pa pogledati še kakšno drugo vesolje, samo enega imamo. Lahko ga zmerimo in to je to. Nima luksu za ostalih področjih, kjer vedno lahko zviš več eksperiment. Jaz se vedno rad hecam z mojimi eksperimentalnimi kolegi, da njim v bistvu ni v interesu izvleči maksimalno informacije. Ne? Ker raje grejo poprašati za denar za naslednji eksperiment, ne? Ker v bistvu, kaj pa ne. In mi pa nimamo tega luksuza, ne? Ker imamo eno vesolje in še posebej na teh največjih skalah, to je to. Ne? Torej, raje mi pač moramo, smo prisiljeni, da zvlečemo maksimalno količino informacije, ki imamo. Seveda, ti naši eksperimenti stanejo dosti več, ne? To so konec ogromni teleskopi, sateliti, ne? To so milijarde dolarjev, pa milijarde evrov. In to je še en razlog, medtem ko mi teoretiki, kot sem jaz, pa mi delamo analizo podatkov, smo poceni primerjali z eksperimentalno oceno. Ok, še en argument je, da smo v bistvu obsedeni ne samo z določitev parametrov, temveč tudi z določitev genetske napake. In to nekako imamo že v naših genih, v našem DNA-ju, da določimo genetsko napako na najboljši možen način. Spet, razlogi so podobni, če hočeš reči, da je ne vem kaj, da vesolje ima temno energijo, potem moraš to znati kvantificirati na najboljši možen način, ker priložnost za naslednji eksperiment za to izmeriti boljše, bo prišel zlogega čez podaj. Torej, ne samo, da določamo optimalno analizo podatkov v smislu določiti vrednost parametra, temveč poslušamo določiti celotno verjetnostno porazdelitev tega parametra. Dobro, torej zdaj bom malo povedal o, ko bi rekel, teoriji optimalne analize podatkov. Informacija, ki jo iščemo, je v korelacijah med podatki. To ni Mi iščemo informacije, ena sama točka tukaj nam ne pove nič. Kaj nam pove informacijo je, kako je ta točka korelirana s to točko, pa tale s tole. Delamo v bistvu korelacijsko analizo. In zdaj, korelacijska analiza, če je verjetnostna porazdelitev gaussovska, potem je ta analiza sorazmerno enostavna, ker v bistvu vse, kar moraš narediti, je, da izmeriš korelacijsko funkcijo, kot imenujemo korelacijsko funkcijo med dvema točkama. Čim pa stvari postanejo negaussovske, potem pa stvari so bolj komplicirane, ker moramo potem računati tudi korelacijsko funkcijo med 3 točkami, 4 točkami in tako naprej, in teh točk smeri več. Torej, mi kozmologi smo v glavnem dobro izdelali teorijo optimalne analize za to, da za primer te gaussovske analize. Dobro, torej, pri tej optimalni analizi imamo eno skrivno orožje, ki se imenuje Bayesova statistika, ki bom samo tako na hitro omenil, ker se mi zdi, da zadnje čase postaja kar popularna tudi na drugih področjih. Kar je fajn pri tej Bayesovi statistiki je, v bistvu je samo ena enačba, ki je treba vedeti, ki izhaja iz tega Bayesova teorema in ki pravi, da če imaš neke podatke,
x, recimo, in hočeš določiti nekaj parametre z, potem rečeš, verjetnost porazdelitev za x dan z, verjetnost porazdelitev z je isto kot to, če zamenjaš z v x. In iz tega potem sledi več ali manj verjetnost porazdelitev podatkov kot funkcija meritev, ki imaš. In to je zelo enostavno narediti, če sta te verjetnosti porazdelitvi, ki gre v to enačbo, če sta to glasovski verjetnosti porazdelitvi. Enostavno, čeprav mogoče računalniško še vedno drago, ampak to je zelo enostavno. To je osnovna ideja, ki je osnovni način, kako mi povlečemo te končne parametre. Kot sem rekel, kaj se zgodi, je, če imamo negausovske porazdelitve, recimo tukaj imam primer porazdelitev galaksij, ki jih merimo, tridimenzionalne pozicije galaksij. Zdaj, te pa niso več tako gausovske, ker vidite, da so malo združene v te jate skupini, pa malo čist prazna področje vmes. To pa ni več gausovska porazdelitev, tukaj pa že treba nekaj več narediti. Naša ideja je, da to preslikamo najprej v gausovsko porazdelitev, potem pa uporabimo tiste metode, ki smo jih že razvili v kozmologiji za prasegre in tako naprej. To je enostavno več, ampak problem je tem, da je teh preslikav, da je teh možnih negausovskih porazdelitev neskončno mnogo. In se pravi, potem se postavi vprašanje, ali imamo kakšno splošno metodo, ki bi to dosegli. In s tem se mi danes ukvarjamo v moji skupini. Naša metoda je pač neka serija preslikav, ki ohranijo to verjetnostno porazdelitev. In to, kljub temu, da to je neka stvar, ki smo razvili bolj za kozmologijo, kar je zanimivo, je, da to zelo podobno kot deep learning, globoko učenje in neural networks. Torej, mogoče, če ste slišali kaj o tem deep learningu, ste mogoče slišali, da ga noben ne razume, je to črna škatla. Ni mogoče čisto res, ker v bistvu te preslikave so nujne, če hočemo preslikati neko porazdelitev v gausovsko in da potem lahko preslikamo. In več, bolj kot so negausovske, več preslikav potrebujemo. Tukaj imam en primer, kaj sem že prej kazal, ampak tukaj je primer, če imamo takšno porazdelitev, popolno negausovska, in lahko še vedno preslikamo v gausovsko porazdelitev, in potem če vlečemo iz te gausovske porazdelitve v smislu obratne te preslikave, potem dobimo takšno porazdelitev točk, ki je v bistvu vse skladno stvorena. In imamo različne primere tega. Torej, ideja, kot sem rekel, je, da preslikamo negausovsko porazdelitev podatkov v gausovsko in potem realiziramo. Ok, zdaj bom pa šel skozi 3 take primere, kako to se da uporabiti na različnih primerih. Prvi primer je ekonometrija, ali za javno dobro. Zdaj bom to lepo spustil, ker bom rekel, da najprej piše problema. Imamo podatke o porabi cigaret od leta, ne vem kaj, 45 pa do danes. In za vse države, recimo ZDA. In Kalifornija uvede davek na cigarete leta 1988. In vprašanje za tale public policy, za javno dobro recimo, je, ali je ta davek vplival na potrošnjo cigaret v Kaliforniji po letu 1988. To je vprašanje, ki se ga poskuša odgovoriti. In kako bi mi zdaj to odgovorili, zdaj bomo reči neko optimalno analizo, je, torej, kaj je problem? Problem je v tem, da imaš 50 držav in vidiš, da v povprečju tudi poraba pada, tako da ne moreš samo gledati, ja, poraba je padla, torej to pomeni, da je davek nekaj naredil, ne moreš, zato ker je isti efekt bil tudi tam pri tistih državah, ki niso imeli tega davka. Drug problem je, da so v bistvu veliko fluktuacij, ki so pač z nekega razloga tam in moraš to upoštevati. Torej, naš pristop je, da poskušamo dobesedno narediti idealno analizo tega problema, torej optimalno analizo, kot sem rekel, in trdimo, da je pač ta optimalni pristop, da je samo ena možna analiza in to je to, ni nobenih prostih parametrov. To pa pravim zaradi tega, ker so prejšnje analize imele sicer podobne ideje, ampak so imeli tudi polno prostih parametrov, ki so jih potem za resebno. Torej, ko potem ideja je torej, da poskušaš napovedati,
kako bi tale potrošnja cigaret v Kaliforniji bila, če po letu 1988 v odsotnosti dejanskih podatkov iz Kalifornije, ampak v prisotnosti vseh ostalih podatkov, torej vseh ostalih držav in Kalifornija pred 1988. No, ampak gre se za to, da preden lahko pridemo do te analize, do tega odgovora, moramo najprej gaussianizirati te podatke iz drugih držav. Tukaj je primer, tukaj smo že šteli poprečje ven, tukaj je 50 držav in gledamo potrošnjo cigaret napram poprečju in vidimo, da so ene fluktuacije precej velike. Temu se reče negaussovska porazdelitev in poskušamo najprej to odstraniti, kako da jo prevedemo v gaussovsko porazdelitev. In to se dejansko zgodi tukaj, kjer naredimo to in kot vidimo, zdaj te fluktuacije, ki prej so bile 150, so zdaj samo 60. In tukaj je recimo verjetno za porazdelitev vseh držav in vseh let in ima tale dolg rep tukaj, negaussovski rep, ki ga preslikamo potem noter v gaussovko. Ampak to informacijo iz tega repa pa ohranimo. No, to je ena stvar, druga stvar, ki gledamo in potem delamo še ena stvar, ki je potrebno upoštevati, je to, da te stvari so korelirane precej. Vsaka država ima dosti korelacij, ki so na različnih časovnih skavah. Tudi to je treba upoštevati in to se upoštevati, tako imamo gaussovskih procesov. In torej izmerimo korelacijsko funkcijo in potem delamo, kot se reče, linear filter tega procesa. No, da skrajšam zgodbo, tukaj je recimo, kaj dobimo. Tukaj je prvič to je Kalifornija, oranžna je Kalifornija do leta 1988. To zeleno je dejanska Kalifornija po letu 1988. To so prava meritev porabe cigaret. Pada. Ampak problem je tem, da poprečje, ki je tale, je tudi po letu 1988 tudi pada. Torej, vprašamo se, kaj je tista napoved za Kalifornijo, ki je najbližja, ki jo najboljš lahko naredimo, če imamo informacijo o Kaliforniji pred 1988 in če imamo informacijo o ostalih državah. In ta napoved pride v tale modra krivulja. Tukaj imamo v bistvu dve krivulji, modro in oranžno. In to pa zato, ker oranžna ima merske napake brez tiste gaussianizacije, modra pa ima napake z gaussianizacijo, in ker vidimo, modra ima dosti manjše napake. Skratka, se gaussianizacija ne bila nekaj dobrega, ker je zmanjšala vpliv teh negaussovskih aparatov. Ok, no, končni rezultat je primerjava v bistvu med modro krivuljo in mersko napako napram zeleni. Zdaj, to se da kvantificirati, ampak očitno je, da napoved te teorije, recimo modra, je predvsem drugačna zelena in zelena je nižja kot modra in torej nekaj je pa tale davek vseeno negativ. Spet, približno 2 sigma je razlika med zelenim in modrim in torej najbrž je tale davek vseeno vplival na prodajo cigaret. Torej, da analiza zveni komplicirana in v bistvu na nek način je, ampak kot sem rekel, izvleček pa maksimalno količino informacije in kot sem rekel, to pač nekaj, kar mi ko smo mogli znamo narediti. Drugi primer bom pokazal na primeru iskanja planetov. Torej, tukaj je analiza Keplerjevih podatkov, torej Keplerjev satelit, ki je meril svetilnost zvezd. In ideja, torej prvič, da povem, da to je bilo skupaj z Jakom Rovnikom, ki je študent tukaj, on je prišel obiskat s pomočjo ASER fundacije in se lahko zahvaljujemo, ker bomo tudi članega pisanja o temu. Torej, ideja tega Planet Transit je to, da ko gre planet čez zvezdo, svetilnost zvezde malo pade, ker pač planet je črna in temno sveti in svetilnost zvezde malo pade. In ker je to periodično, ker planeti krožijo, se to potem vidi
še kasneje na to. Preden pridem na to, kaj lahko zmerimo z tega, da povem najprej, kaj smo mi tukaj počeli z Jakobom. Isti problem je isti kot prejšnji, podoben saj, no. Imamo neko negazovsko porazdelitev šuma v tem primeru. Tukaj recimo je vrednost porazdelitev šuma, ki je gazovska v centru, ampak ima pa zelo dolge ne. Ki so različni na eno stran, tako na drugo stran. In to smo preprosto pofitali in vlekli potem kot eno vrednost porazdelitev. Treba da gledam detalje, ampak kar hočem reči tukaj, da ta efekt se da zelo enostavno komponirati v neko optimalno analizo. Druga stvar, ki smo šli gledati, je zvezda ima tudi zvezda spremenljivka, vedno. Vsaka zvezda praktično je zvezda spremenljivka, če drugega ima sončne pege in tako naprej. Torej, dosti stvari je, ki spreminja svetilnost same zvezde, ampak to spreminja svetilnosti, ki je bolj na daljših časovnih skalah. Recimo tukaj imam spektralno analizo tega, spet ne treba da gremo v detalje, ampak ideja v tem, da lahko ta efekt spreminjanja zvezde lahko ločimo od efekta planeta. Recimo tukaj je primer za Kepler 90, to je sistem, to je zvezda, ki ima do zdaj odkritih 8 planetov, je zanačen rekord z našim sončnim sistemom. In tukaj recimo primerjamo med našo analizo, ki je modra, in pa prejšnjo analizo, ki tega ni počeljena, in pač naša potrdimo, da naša analiza ima boljša. Ok. Kar je bolj zanimivo je, da s pomočjo, in dobili smo torej rezultate, ki imajo manjšo mersko napako in ki so bolj precizni. Zdaj bomo pa poskušali poslušati, zakaj mogoče je to zanimivo. Za odkritje novih planetov ni zanimivo, ker smo v bistvu iskali, pa nismo našli nobenega dodatnega planeta. Torej, zato ni zanimivo. Torej, kaj se da zmeriti s pomočjo teh tranzitov? V bistvu se da zmeriti tri dele informacije. Prvič, ker je to signal periodičen, v bistvu lahko zmerimo obhodni čas direktno. Drugič, ko zmerimo globino tega signala, in ta nam več manj pove radi planeta, ker večji kot je radi, manj bolj blokira sploh. In tretja stvar je trajanje prehoda, tole, ki več manj pove, ali je tale planet šel skozi center zvezde, ali pa je šel malo v robo. To je ta tretja informacija, če vidimo to koristimo, ker informacija je vedno zelo blizu tega stopin, ampak dobro. Torej, te pišni literatu povemo, ne moramo pa zvedeti mase planeta. Ker to pa nam nič ne pove. Keplerjevi zakoni, če imaš testni delec, rezultat ne daš odvisno od mase. Zato potrebna druga metoda, ki je tako imenovane radialne hitrosti zvezde, to ljudje tudi merijo Doppler premik zvezde in se da v neki meri to zmeriti. Sam ta stvar deluje samo na velike planete, pa za zvezde, ki imajo zelo svetilnosti, da lahko zmerimo spektr njihov in tako naprej. Tudi ni idealna metoda in je v bistvu težko izmeriti maso planetov v natančni. Obstaja pa en drug način izmeriti maso planeta in to je način, kako je Neptun bil odkrit. Ne, če je za zgodbo Neptuna, ampak Neptun je bil napovedan v bistvu na osnovi perturbacij v orbiti Urana. Zdaj, če imaš dva planeta, recimo Uran pa Neptun, tale malo perturbira orbito tega in obratno. In če meriš recimo orbito Urana, vidiš, da so neke perturbacije, ki se jih da razložiti z novim planetom. In tako je v bistvu dejansko Neptun bil odkrit. To imenujemo TTV, Time Transit Variations. In zdaj mi smo šli gledati tale planet, tale sistem, 90 GH. Imamo 6 prehodov G-ja, ki ima 220 dni obhodni čas in 3 prehodi Keplerja H, ki ima 220 dni. In anomalije so v bistvu zelo velike v tem sistemu, do 25 ur. To je ogromno, merska napaka je pa 2 minuti. In mi smo zdaj potem šli ta sistem reševati s pomočjo iste metode, kako je bil Neptun odkrit. In dobimo v bistvu zelo dobro rešitev.
kjer masa tega planeta 90G je 200 masa Zemlje, masa tega 90H je pa 15 masa. In to je, zanimivo je to v bistvu, ker ta dva imata približno podobno radija. Tale je konsistenten z Jupiterom, tale je pa v bistvu ima zelo nizko gostoto, temu se imenuje super puffs, imajo tako nizko gostoto, da v bistvu ta planeta pa nas. To so planeti, ki so pač ogromni, 8-kratni radij Zemlje, hkrati pa maso primerljivo Zemljo, spravi imajo v bistvu 100-krat manjšo gostoto od Zemljo. Ok, torej mi zdaj to ta račun spravili in kaj se vidi je tukaj zdaj, kar vam ostane, so pa zdaj še vedno neki residuals, neka odstopanja od merske napake, sicer so precej manjše kot prej, ampak še vedno nekaj je tukaj. Formalno naš fit nam daje, recimo, kaj skaj 50, 9 točk imamo, to bi moralo biti boljš, če bi bilo to vse, kar je. In ta mrežna niza pa ni enostavna. Torej je anomalije, ampak karkoli, nismo našli to rešitev. Rešitev smo našli, ampak še vedno pa nekaj stopanje so. In potem smo poskušali še z Luno. Dodati Luno. Lune, exolune, kot se imenujejo, še niso bile odkrite, ker so premajhne in preveč blizu osnovnega planeta, torej tega ne moramo odkriti. In smo dodali Luno, še v bistvu smo še 3 parametre dodali in dobimo več rešitev, ampak dobimo rešitve, ki potem naredijo popoln fit. Tale kaj skoraj je zdaj dober. In torej, mogoče to prva Luna, ki se je odkrila in pač, kot sem rekel, zakaj smo uspeli odkriti to, zakaj, ker je bila naša niza na nek način optimalna in smo imamo bistveno manjše napake na vsaki točki, kot so bili tega naprej. Kaj zanimivo vprašanje je možno življenje te Lune. Ker ta Luna ima maso, tipično maso Zemlje, se pravi, se vrti se okrog drugega planeta, ampak ta planet je 220 dni, se pravi, ta planet je nekje med Zemljo in Venerom. Torej, malo izven te cone, kjer bi se dalo živeti, ampak mogoče. Tako da o tem bomo pa še videli. Dobro, tretji primer v zadnjih par minutah je tehnologija in predvsem strojno učenje, kjer bom pač strojno učenje je, kot vi namreč veste, zelo popularno v zadnjih letih, in aplicira se na vse možne načine. Tipično njih ne zanima optimalnost, ampak vseeno, če si pa znanstvenik, pa možeš aplicirati recimo strojno učenje na znanost, bi pa vseeno rad, da strojno učenje ti da najboljšo možno rezultat. Ne samo to, tudi da ti da neko določitev napake, ki jo strojno učenje, metoda strojno učenje sproducira. Te stvari ponovaj te metode strojno učenja ne dajo. In mislim, da to bi bilo nekaj, kar bi se moralo včasih razviti tudi pri strojnem učenju. Generativni modeli so modeli, kjer v bistvu generiraš nove slike iz obstoječih podatkov. Ideja je, da se načimo generirati nove slike, več različnih pristopov je, GAN, Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders in tako naprej. Mi smo v bistvu razvili novo metodo, skupaj s postdoki, imenujemo jo Laplace Autoencoder. Ideja je zelo podobna tisti, ki sem prej govoril, da slikamo v Gaussovko in tako naprej. Ena stvar, ki lahko narediš na ta način, je, da lahko interpoliraš med slikami in vsaka vmesna slika je tudi nekaj, kar izgleda kot resničen objekt. Tukaj smo to aplicirali na tole, na ta celebrity dataset, ki je v javni domeni, to je pač ena dobra stvar, da lahko vzameš celebrities, ker te slike so vse v javni domeni. In tukaj, to je prava slika, tukaj smo pa interpolirali vmes, da gremo tukaj počasi se spreminja, ampak gremo v bistvu iz te v to, s tem, da je vsaka slika, ki jo vidite vmes, tudi izgleda kot pač neka resnična oseba. To pomeni, da je pač temu tipično je uspeh, če lahko rečeš, da je tudi vmesne preslikave neka resnična oseba. Dobro, torej, s pomočjo teh generativnih modelov smo zdaj to aplicirali na te MNIST številke,
To je podatkovna baza 6 številk, izgleda nekaj dotacija. Ne? To so pač ročno napisane številke, ki pridejo v različnih debelinah, različnih pisavah in tako naprej. Tako da si pač vsi lahko malo zamislili, kako je. Mi smo se naučili sistem na teh številkah in smo zdaj vprašali se, kako lahko te številke porečemo ven, tudi če imamo zelo nepopolne podatke. Ker to je v bistvu nekaj, kar to smo tudi dosti delamo, ne? Imamo recimo nepopolne podatke, mogoče podatke s šumom, ali pa podatke z recimo, masko imamo, ne, in se vprašamo se tukaj, ali lahko rekonstruiramo celotno sliko, samo ko smo videli. No, zdaj bomo pa tukaj naredil en kviz, katera številka bi bila to? Kdo pripravljen kaj reči? 9 si slišal. Dobro, kaj pa ta? Še kaj? 2, dobro. Kaj pa ta? 8. Dobro, no. Približno, ne? No, zdaj bomo pogledali, to so zdaj odgovori, ne? To je tisto, kar sem vam pokazal, ne? Ta je resnica, ne? To je 4. To pa smo mi dobili ven, ne? Ampak, kaj smo dobili? Kaj, ne? To 4 je to 9, ne? Ja, ni čisto jasno, ne? Tukaj 2 je dejansko smo dobili eno dobro dvojko, očitno pač ti podatki tukaj so konzistentni z 2 in nič drugega. In tukaj je v bistvu se dali 4, ne? In smo dobili predvsej dobro 4. Torej, kar je v bistvu, tisto, kar hoče bolj podariti, ne to, da smo dobili nekaj, kar je blizu resnici, temveč, kar hočemo podariti, da v bistvu potrebujemo opis napake, koliko smo proč od pravega odgovora in edini najboljši način za to je v bistvu določiti celotno vrednostno porazdelitev napake. Zdaj, mi smo tukaj naredili tako imamo Bayesian analizo, posterior analizo v latentnem prostoru in tam nam je dala v bistvu dva vrhova, ki približno sovpadata z 9 pa 4. In potem mi zdaj tukaj tudi vlečemo samples iz tega vzora v prostor, kjer so podatki in tako je zdaj videli sampling. In kot vidite, imamo 4, imamo 9, imamo pač približno za neko 3/1. Kljub temu, da osnovna številka je bila v bistvu 4. Ampak 9 je tudi konsistentna. In vsi ti sampli so konsistentni s podatki, ki jih imamo. To je tisto, kar vidimo. To je to. In kot vidite, so vsi približno neobjektivna znanost. Ampak ker imamo samo eno vesolje, smo kozmologi razvili metode optimalne analize podatkov. To je, kot je angleški reči, če imaš samo imone, naredili mandat. Pač smo naredili vse, najboljše, kar se da. Te metode se pa lahko uporabljajo tudi drugje, v bistvu posod, kjer poskušamo iz podatkov izvleči maksimalno informacijo. Danes je popularno izraz data science, pomembno področje, so načenje in tako naprej in mislim, da te metode, ki smo jih razvijali, bodo postale bolj pomembne tudi izven kozmologije. In upam, da se bomo začeli uporabljati tudi izven kozmologije in večja hvala za pozornost. Predavanje, mogoče kakšno vprašanje iz publike. Koliko vam predlika se zdaj ne da poročili, kaj je v bistvu črno lukna, tako se takvi so dobro mislili. Črno lukna, ker za leto, ko se je prav modeliral, oziroma za sliko. Torej, to je bil tale moj dober prijatelj, Šef Dolman, sva skupaj študirala, pa skupaj tudi žurala v zaključenem izpitu na MIT-u, je vodja tega, Event Horizon Telescope. In oni so letos izmerili prvo direktno sliko, temu reči fotosfere, kako že, črne luknje. In to je zelo impresivno, ker se slika zelo dobro sklada z napovedmi splošne gravitacije v popolnoma novem področju, tako imenovanjem močne gravitacije. Zdaj, ti si ostati se popolnoma sklada s teorijo, tako da nažalost nič novega, na nek način, ampak je pa impresivno. Hvala. Da še kako vprašanje?
Zdaj, glede na to, da ste rekli, da je vesolje ravno, da ni ukrivljeno, pa da se širi, to pomeni, da je nekje rob, da tam je konec vesolja, dalje, da ni več, ali da zdaj, če bi bilo ukrivljeno, potem je možno, ne, da roba ni, pa se vseeno širi. Tudi če je ravno, potem v bistvu ni roba. Jaz bi rekel, ravno je neka limita ukrivljenega vesolja, kjer je najbolj še vedno neskončno. Vem, da je to težko razumeti, tudi mi sami ne razumemo tega razumemo. Ampak to je, a ne? Ko sem rekel, ko se začnemo pogovarjati o drugih vesoljih, ker tam sploh niti ni več koncepta časa, prostora in tako naprej, tako da ta stvari postane zelo, zelo abstraktne. Ampak, če se moraš odločiti med neskončnostjo pa končnostjo, jaz mislim, da neskončnost je vseeno malo bolj smiselna, ne? Ker če je stvar končna, pa se vpraša, kaj pa je pol za tisem robo, ja, pa je pa še bolj že neskončna. Če ne prideš spet na troka, ne? Ampak to pa pravimo, da ne. To pravimo, da na troka ne pridemo, zato ker vesolje ni zaprto, temveč je ravno. Ja, mogoče še malo razlaga pač tiste formule za porazdelitev. Katero? Za porazdelitev. Ja, tiste se še so To? Ja, to je ta, to je zelo nastavne način. To je preprosto ohranitev verjetnosti. Če imaš verjetnost, ki je funkcija dveh spremenljivk, lahko napišeš, da je to verjetnost spremenljivke 1, dana spremenljivka 2, krat verjetnost spremenljivke 2. Lahko tudi obrneš, pa rečeš, da je funkcija spremenljivke 2, dana verjetnost spremenljivke 1, krat verjetnost spremenljivke 1. Pač to poznam, sem pač 4 spremenljivke. Kaj mislim to tukaj, ne? Ja, pač 4. Ja, torej, tako, x so podatki, z so pa parametri, ki jih hočeš mnogo določiti. In to je tisto, kar je potem zanimivo, da iz tega lahko zvečemo potem verjetnost porazdelitev za spremenljivko z, za parametri, ki jih hočemo določiti, kot funkcijo meritev. In to je tisto, kar naredi to enačbo pač zelo koristno, ker lahko dobesedno določimo verjetnost porazdelitev parametra z kot funkcija x-a in predzadnji slajd je natanko to pokazal. Tale, ne? Tukaj to je verjetnost porazdelitev tega z-ja, glede na to, da imamo to meritev. To je meritev, in tukaj dobimo to v latentnem prostoru, če pa preslikamo to v ta prostor, potem pa prikažemo to na tak način. Hvala, pišem vprašanje. Ja, jesen bo en roman izšel domišljijski o ljubljanski bogini, Priporni, in noter sem s prijateljem sva poklopila to teorijo o sporednih vesoljih. Ampak, če roman domišljijski, me pa le zanima, a je to bolj domišljijsko sporedna vesolja ali je kaj na tem? Ja, kot sem rekel, tu je stičišče nekje med znanostjo pa filozofijo, ker tudi, mislim, začetek bi moram reči, resni znanstveniki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Torej, mogoče imajo, so najbolj na spekulativno stvari, ampak so resni. Ampak imajo težave. Imajo težave zdaj, ker je zelo težko dati neko verjetnostno porazdelitev na nek koncept, kjer ne može niti govoriti o prostoru in času. In to je, za tega pridejo težave in za tega nihče ne čisto resno je. Kot sem rekel, dve možnosti so za izhod. Prva je, če eno drugo vesolje trči našega, super, pa smo izmerili, da obstaja še drugo vesolje. Mogoče ni tako super za nas, ker ne vem, mogoče nas bo uničilo tisto drugo vesolje, ampak tisto je še precej daleč v prihodnosti. Druga varianta je pa, kot sem rekel, če pa teorija sama napove, da to ni na možnost. In kar se tega tiče, je nič, če je klasika teorija potrjena kot teorija začetka vesolja, potem mogoče je majhen korak v to smer. Ker klasika teorija definitivno napoveduje, da je zelo enostavno urejeno vesolje. Ja, ampak, ne vem, jaz nisem fizika, on se mi zdi, da ste rekel, da ni potrjena gravitacija. Tako, ja, ni še potrjena, to pa ne pomeni, da ni res. In kot sem rekel tudi, da večina nas v bistvu verjamemo to teorijo, samo vedno najdaljše nismo dobili, kot sem rekel, ker zato pa radi eksperimentalno potrditev.
Dobro, mislim, da so zdaj. Res lahko vprašam. Se pravi, samo eno vprašanje glede gravitacijskih valov. Se pravi, ste govorili o neki teoriji, kako bi se jih dali zmer, kaj pa dejansko vpliva na njih, to se pravi, da bi recimo lahko odbil ali pa vpliv vase ali pa kaj kažega. A to je sploh možno ali že razmišljate? Je inteligiral, ne? Tako da, po mojem, ne. Ukrivljajo, mislim, gravitacijsko so ukrivljajo za tako naprej, ampak je pa inteligirali pa ne. Vplival na gravitacijske valove, ne? To se pravi... Ja, no, vplival. Če jih zmenimo, pomeni, da smo imeli nek stvar, na katerega smo vplivali, ne? Kako smo v bistvu vprašati, če je možen teoretično gravitacijski pogon? Ne, da bi vedel. Skakor je dosti bolj znano, če si zdravo črne luknje, da izpriziš energijo črne luknje, to je znano. Iz gravitacijskih valov pa ni znano, da bi lahko vedel. Recimo vplivu na gravitacijske valove, da bi vkrivljal prostor okrog ladje, se gre vplivati. Ne mogoče. Ne, da bi vedel. Dobro, jaz mislim pa, da je res trenutek, da vključimo današnji dogodek. Še enkrat bi se zahvalil profesorju Filipu za to predavanje. Hvala.